Najprej z mano generalna sekretarka vlade Helena Kamner, ki je sicer tudi v funkciji, kako rečemo temu? Pomočnice predsednika vlade v funkciji ministra za javno upravo. Tako je, ki vam bo predstavila informacijo o pripravljajoči se noveli zakona o javnih funkcionarjih. Hvala lepa. Torej, danes je vlada seznanila tudi z pripravo oziroma vsebino zakona o javnih funkcionarjih, ki naj bi ga v naslednjih dneh Ministrstvo za javno upravo dalo v javno obravnavo. Zakon o funkcionarjih je že nekaj časa pravzaprav tisti zakon, ki potrebuje prenovo. Zakon je zelo star in se uporablja samo v enem delu. V drugih delih je tematika urejanja pravic, predvsem pravic iz delovnega razmerja funkcionarjev urejena v različnih zakonih. Zato je želja in potreba, da se to področje uredi na enem mestu na enoten način. Že ministrica Krebsova je pripravila osnutek zakona o javnih funkcionarjih, ki naj bi enoznačno uredil vprašanja pravic vseh funkcionarjev zakonodajne in izvršne veje oblasti. Gre za pravice iz delovnega razmerja, poleg tega je pa ena od pomembnih pravic, ki jo do sedaj urejajo tudi ti zakoni, pravica po prenehanju mandata. To pomeni pravica do nadomestila plače za čas po prenehanju funkcije. Predvidevamo, da bi to pravico tako po trajanju, kakor po višini zmanjšali. Po trajanju naj bi se vezala na obseg opravljanja funkcije, časovni obseg opravljanja funkcije, kar pomeni, če je funkcionar opravljal svojo funkcijo manj kot polni mandat, naj bi se tudi obseg pravic temu ustrezno zmanjšal. Drug obseg pravic pa bi veljal za funkcionarje, ki opravljajo mandat torej svojo funkcijo polni mandat. Poleg trajanja se ureja na novo tudi višina. Višina je danes določena od dejanske polne torej plače funkcionarja v preteklem obdobju, z vsemi dodatki, ki jih plači pritičejo, tako dodatek za minulo delo, kakor morebitni dodatki za vodenje recimo v zakonodajni veji oblasti, za vodenje posameznih odborov. Sedaj naj bi bila osnovna plača funkcionarja. Zdaj, kakšen bo končen razplet, bomo videli, ko bo javna razprava končana. Vsekakor bodo v to javno razpravo pozvani tudi poslanci in drugi funkcionarji, ki niso v okviru zakonodajne veje, izvršne veje oblasti. To je na kratko, morda jaz ne bi šla v detajle, ker ko bo zakon objavljen, boste detajle bolj poznali. Če pa kakšno vprašanje, pa izvolite. V redu. Generalna sekretarka je ta teden vsak dan nastopala v medijih, ampak vseeno gotovo imate še kakšno vprašanje za njo na to temo ali sicer? Ja, Vesna. Predvidoma en mesec, tako kot to določa resolucija o normativni dejavnosti, da glede na to, da so ravno počitniški dnevi pred nami, verjetno se bo morda nekoliko podaljšala v začetek septembra. Pa še to nadomestilo, o katerem govorite, da bo sedaj skrajšano glede na mandat, kako konkretno? Danes je pravzaprav ne glede na to, koliko časa funkcionar opravlja svojo funkcijo, predvideno recimo za ministre ali pa poslance,
nadomestilo v roku 1 leta. To se jemlje kot samodejna pravica, tu pravzaprav kakšni moralni zadržki posameznikov zelo redko pridejo do izraza. So tudi primeri, ampak praviloma ne. Vsled tega je predvideno, da če bi opravljal funkcijo polovico mandata, bi bilo trajanje tega nadomestila krajše, polovičen čas, ne? Vkolikor pa poln mandat, torej nekako polovico mandata ne bi bila meja za eno višino, druga polovica pa potem za drugo višino. Ne? Pa za tiste, ki so upravili pol mandat, ostaja? Ne, tudi to obdobje se skrajšuje. Predvideno je skrajšano obdobje iz 12 mesecev na 6. Pa 3 mesece za tiste, ki so recimo pol leta. Prosim? Potem je recimo 3 mesece na dopuščenje. Tako, ja. Do 2 let recimo, ne? Upravljene funkcije. Ok, vse o tem bo najbolj še govora. Hvala. Mislim, da bo veliko. Ja, hvala.